čas, da bi ugotavljali napačna. Nasprotno, fant moj. Čas je, da se bom. Se že spraševal, kot hodiš tako dolgo? Pička ti materna, kje si me pustil gor? A hočeš, da kličem policijo zdaj, Bojan, a? Zaupal sem ti. Umiri svojega duha, potem se bova lahko pogovarjala. Kakšen duh? Lahko bi umrl tam gor v gorah. Ravno zaradi tega znaš zdaj svoje življenje ceniti toliko bolj. Udari me, če si želiš, če misliš, da je tako prav. Udari me. Lahko bi, ampak veš kaj, Bojan? Ne bom se spuščal na tvojo raven. Na mojo raven. Tvojo raven. Bedak. Gnida. Fantič, prvo kot prvo, končno si se lahko zavedel, da tvoje življenje ni samoumevno. Da si moraš življenje prigarati, da ga lahko obdržiš. In sedaj vidiš, da temu ni ravno tako. Otročje enostavno obdržati zdrave noge in čistega duha, brez da ne bi prej ponorel. A vedel sem, da boš našel pot iz gora. Veseli se življenja. Veseli se tega, da lahko primeš zemljo. Jo občutiš. Prst je resnična. Prst in kamenje, po katerih si hodil v gorah, vse to je resnično. Vse drugo je zlagana iluzija, ki so ti jo ustvarjali mediji, starši, politiki in konstruktivistični lobiji. Poglej, ljudje ločujemo odpadke. Še vedno ne razumem tega koncepta. To je kot da bi Belce, Črnce in Hrvate strpal v različne osnovne šole. Konjska figa, prijatelj. Ljudje smo kakor smeti. Iztrebki matere narave, tehnologije in napredka, politike in medsebojnega sovraštva. Tudi ljubezni, če hočeš. Ko smo enkrat vrženi na deponijo, je le vprašanje, ali bomo tam ostali, ali pa si bomo težko prigarali pot ven, na ono stran. In ti, prijatelj moj dragi, ali izrodek, ti si uspel najti svojo pot domov. Bil si vržen v središče ničesar in vrnil si se sem. Še nekaj mesecev in hudo žal ti bo, da si se sploh vrnil. Čeprav se tega morda še zdaj ne zavedaš. Še vedno ti ne zaupam. Vseeno mi je, ali mi zaupaš ali ne. Če pa zaupaš samemu sebi, sva pa že naredila velik korak naprej. A veš, koliko sem se mogel truditi, da sem ožel tiste dragocene kapljice iz kamnov na hribih. Sem pogledal Matildi direkt v oči in me ni sprejela. Matilda ni nikoli tista, ki izbira. Izbral si ti. Dobro si se odločil. In nič nima tu sreča opraviti s tem, da si se vrnil nazaj. Ampak pogum. In to cenim. Pojdiva. Glede na to, kak si, a sploh imaš prijatelje, Bojan? Imel sem veliko prijateljev. Veliko. In si jih potem pustil na gori. Si jih ubil. Si jih trpinčil. A se ti res zdi, da sem te hotel trpinčiti, ubiti, pokončati? Bil sem že na robu smrti, zakaj pa ne? Ne razumem te, res te ne razumem. Preživel si. Tukaj dihaš svež ljubljanski zrak. Pa še vedno ne moreš pozabiti preteklosti. Ceni raje to, da si živ. Se postavi na svoje noge. Zgrbljen si kot kakšen velblod. Dobro, prav, utrujen si. A razmisli o tem. Dobro razmisli. Prijatelji so precenjeni. Prijateljstva so klišeji. Zaveznikov nisem imel nikoli.
Dokler nisem preprosto prišel do sklepa, da jih ne potrebujem. Kaj sem pa jaz, Bojan? Kliše? Poglej, Janžej, Jens, Jaka. Prekleto, kako ti je že ime, vendar. Nočem etiket na ljudeh. Lahko to razumeš? Ja. Presenetljivo hitro. Ne vem, kaj si. Kaj pa bi rad bil? Samo prijatelj, Bojan. Vajen si svojih stalnih odnosov, ki jih imaš s svojimi prijatelji, s katerimi hodiš na kavo, na družabna srečanja, na kongrese, zabave, žurke, rojstne dneve. Z njimi diplomiraš, si deliš šolske klopi. Skupaj iščete službo. Kaj pa je potem, ko te vsi pustijo na cedilu? Ko ostaneš popolnoma sam. To se nikoli ne bo zgodilo. Pa se je. Kdaj? Včeraj se je zgodilo. Na koga si se imel za zanesti? Na koga? Na se, Bojan. Si že korak bliže resničnemu spoznanju tega, kdo si. Poglej, neskončno leglo potencialnih prijateljev, sopotnikov, sorodnih duš in podobno. No, poglej, že Plečnik je tako rad zahajal sem in užival sadove iz kmetij, sadovnjakov, vinogradov in kupoval suho robo iz ribnice. In v to mravlišče sem te hotel pripeljati, v to neskončno leglo potencialnih prijateljev. Kar ozri se malo naokoli. Glej, kar nekam me odrivajo vsi. Ženska na 4 kolesih, prezir v očeh in še eden teh jeklenih konjev. Kar nervozen postanem. Kolikokrat greš skozi tržnico in gledaš vse ljudi v oči. Poglej vse te dobrote. Naravo so pripeljali v urbano središče, da bi lahko ti psevdo ljudje užili sadeže. Tudi tukaj, kjer sicer ti ne rastejo. Kaj pa bodo drugega grizli tukaj? Beton, pločnike. Pozdravljeni, gospa. Zapakirajte mi, prosim, 4 najslajše breskve, kar jih premore vaša stojnica. Ljudje so navajeni zaklepati svoje čustva v te male ključavnice. Jih obesijo sem gor. Brško ne se bo most kmalu zgrudil pod težo čustev. Poglej, Barbara in Roman, na primer. No, povej mi, prijatelj, kaj več bi si sploh še lahko želel? Sonce sije nate, trdna tla imaš pod nogami in verjetno boš jutri dočakal še en dan. In potem še enega. In vedno znova. A ne v nedogled. Bog ne daj. Kaj pa bi bilo, če bi večno živeli? Čemu vse bi bili priča? Tako sladke so. Že ves dan sem hrepenel po njih. Ugrizni v svojo breskev. Odloži no kamero za hipec. Pa si že jedel kaj? Ne. Kaj nisi lačen tudi, prav? Zagovarjam pa stališče, da mora vsak lizati in gristi svojo breskev. Zato ti raje ne bom odstopil. Čeprav bi ti ponudil kakšen košček. Še pred nekaj leti. Vsak naj se drži svoje breskve. Tako, prijatelj, najedla sva se, ti pa si se predvsem naučil preživeti. Res je. Počutim se prebujenega, Bojan. Spremenjenega. Lepo. Zdaj vem, da tvoj smeh ni zaigran in da je tvoje veselje polno, čeprav ti iz ust še vedno smrdi po Ljubljani, tako kot meni. Ljubljak. Pojdi in se malo očedi. Prvič v življenju si zaslužil počitek. Prvič. Jutri se pa tako ali tako vidiva. Pred zadnjič. Ali pač? Pač. Zapomni si, ko hodiš nad oblaki, pazi na vsak svoj korak.